Čuje, že so jih zmerili. Oni so pa zmeral, tudi sem zmeral. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In s tvojim duhom. Predragi brati in sestre, z veseljem vas pozdravljam pri tem svetem opravilu, ko se Bogu zahvaljujemo za naše nove zvonove in kličemo Božji blagoslov na vse, ki bodo poslušali pesem zvonov. Ta pesem je čudovita. Včasih nam oznanja radost in mir, božični zvonovi, drugič z nami joče, nas tolaži in oznanja vero v večno življenje ob pogrebu. Zopet drugič je polna veselja in upanja, velikonočni zvonovi. Novi zvonovi nas bodo vabili k molitvi in bogoslužju, ki je prvi vir duhovnega življenja. Zato se veselimo in prosimo Gospoda, da bi pesem zvonov vedno odmevala v naših srcih in nas vabila k ljubezni do njega in do bližnjih, pa tudi k ljubezni do domače zemlje. Molimo. Vsemogočni, večni Bog, vse stvarstvo te slavi in oznanja tvojo modrost in ljubezen. Zaupno te prosimo, blagoslovi te zvonove, ki jih danes slovesno izročamo v sveto službo. Naj se njihova pesem vključuje v hvalnico vsega stvarstva in nam oznanja mir in radost, veselje in upanje tvojega kraljestva. Daj, da bomo poslušali njihov glas, ko nas bodo vabili k molitvi in bogoslužju. Naj njihova pesem budi našo vero in pripravljenost, da bomo živeli evangelij in ga oznanjali vsemu stvarstvu. Pesem zvonov naj odmeva v naših srcih, tudi v preskušnjah in trpljenju, in nas utrjuje v prepričanju, da tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Tako bodo novi zvonovi naši zvesti spremljevalci na poti življenja, nekoč pa glasniki večnega življenja, ki nam ga daješ po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Najprej bomo dvignili ta manjšega zvona in mazilli, seveda. Bomo. Svetega Kancijana, 731 mm premjera, 216 kg, tona, cis minus 7/16. Najprej ga bomo dvigali, ga bo škof mazilil in potem bomo udarili po njem. Za ta zvon se še posebej zahvaljujem Nacetu Česnu in vsem, ki so ta zvon darovali župniji. Botri tega zvona so starejši, bolni, vdovci in samski. Predstavnika, ki bosta v imenu botrov udarila na zvon, sta Ivan Rodman in teta Elka, ki ju vabim, da stopita bliže vsak na svojo stran zvona. Naj bo posvečen ta zvon v čast svetega in svetega duha. Evo, udari, jedan. Se snima vse. Pa še botar, še oba botra, saludator, Lojze. Elka. In še Ivan. In smo. Evo. Naslednji zvon bo posvečen svetemu Jožefu, 791 mm, 263 kg, z intonacijo H minus 5/16.
Ta zvon je posvečen svetemu Jožefu, ker je v naši župniji njemu posvečena pokopališka cerkev. Vendar, ko gledamo oltarno sliko v tej cerkvi, vidimo, da je na njej upodobljena pravzaprav sveta družina. In škof Metod je v neki priliki izjavil, da ni prav, da se ta cerkev imenuje cerkev svetega Jožefa, ampak bi morala to biti cerkev svete družine. Zato bodo tudi botri tega zvona naše družine. In tudi predstavniki botrov so starši, družinski starši. Predstavnika sta Nataša Nussdorfer Jermol in Marjan Tomažič. Vabim ju, da stopite naprej in se postavita vsak na svojo stran zvona. Naj bo posvečen ta zvon v čast svetemu Jožefu. V imenu Očeta.
Naslednji zvon je posvečen svetemu Florjanu in svetemu Marku s premirom 903 mm, težo 412 kg in tonom A-2/16. Svetemu Marku je bila posvečena stara župnijska cerkev, ki je sedaj porušena. Sveti Florjan pa je zavetnik gasilcev, kateri dejavnost pomeni živo izpolnjevanje zapovedi ljubezni do bližnjega. Zato bodo botri tega zvona gasilci. Vabim predsednika in komandirja prostovoljnega gasilskega društva Vipava, Davida Premrla in Sebastjana Ferjančiča, da ob posvetitvi stopita vsak na svojo stran zvona. Naj bo posvečen ta zvon v čast svetemu Florjanu in svetemu Marku, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Četrti zvon bo posvečen Svetemu križu. 1048 mm, torej dober meter, 597 kg z intonacijo Fis minus 2/16. Sveti križ je tudi zavetnik cerkve na Gradišču, zato bodo botri tega zvona Gradišani. Vabim predstavnike botrov, Jožeta Ščeka in Katjo Polšak, da se postavita poleg zvona. Naj bo posvečen ta zvon v čast Svetemu križu, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Peti zvon bo posvečen Mariji tolažnici žalostnih. Premjera 1182 mm, teže 877 kg, z intonacijo E-2/16. Marija tolažnica žalostnih je zavetnica Cerkve v Logu. Botri tega zvona so župnijski sodelavci, člani pastoralnega in gospodarskega sveta, in v imenu teh sodelavcev bosta po zvonu udarila mežnar Oskar Ferjančič in zborovodkinja župnijskega zbora Zvonka Starc. V čast Mariji tolažnici v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Ta zadnji zvon bo posvečen svetemu Štefanu. Premjera 1346 mm, teže tono 476 in intonacije cis minus 5/16. Svetemu Štefanu je posvečena naša župnijska cerkev in zato je prav, da je svetemu Štefanu posvečen tudi največji zvon. Botar tega zvona je najprej občina Vipava, ki je preko razpisa, preko sklada subvencionirala nakup tega zvona. Drugi botri pa so mladina in otroci v Vipavi kot nosilci naše prihodnosti. Prosim župana Gorana Kodelja in predstavnico mladih Terezijo Krečič, da stopijo k zvonu. Naj bo posvečen ta zvon v čast svetemu Štefanu, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Slava Bogu na višavah. Sestave. Popredni. Pišeš po vrsti, koga v sebi bo dobro pozdraviti. Dekana, župnika, kolaudatorja, poslanko, rojakina poslanko, župana in tako. A lahko ne napišeš, bo? Eto, to ni treba. Dobro. Molimo. O Bog, neskončna modrost, ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost, nam državljanom pa daj poštenje, da bosta med nami sloga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blaginji. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Ko je imel Abram 99 let, se mu je prikazal Gospod in mu rekel: Jaz sem vsemogočni Bog, hodi pred menoj in bodi popoln.
Bog mu je tudi spremenil ime v Abraham, kar pomeni oče množice, in mu rekel: Ti pa se drži moje zaveze, ti in tvoj zarod za teboj od roda do roda. To je znamenje moje zaveze med menoj in vami in tvojim zarodom za teboj, ki se je držite. Obrezan naj bo pri vas vsak moški. Potem je Bog rekel Abrahamu: Svojo ženo imenuj odslej Saro, kar pomeni kneginja. Blagoslovil jo bom in ti dal sina tudi od nje. Blagoslovil jo bom in iz nje bodo išli narodi. Kralji narodov bodo išli iz nje. Tedaj je Abraham padel na obraz, se zasmejal in rekel v svojem srcu: Ali se bo to 100 let staremu rodil otrok? Ali bo 99 let stara Sara rodila? Zato je Abraham rekel Bogu: O, da bi le Izmael živel pred teboj. Bog je odgovoril: Ne, tvoja žena Sara ti bo rodila sina, imenuj ga Izaka. Z njim bom sklenil svojo zavezo, kot večno zavezo za njegov zarod za njim. Tudi zaradi Izmaela sem te uslišal. Glej, blagoslovim ga, dam mu velik zarod in silno ga namnožim. 12 knezov bo imel za potomce in napravil ga bom v velik narod. Svojo zavezo pa bom sklenil z Izakom, ki ti ga bo od letu rodila Sara. Ko je svoj govor z njim končal, je Bog šel od Abrahama. To je Božja beseda. Bogu hvala.
Berilo iz knjige proroka Izaija. Pojdi na visoko goro, sionski sel, kot glasnik veselja. Povzdigni močno svoj glas, Jeruzalem, kot glasnik veselja. Povzdigni ga, ne boj se. Povej Judovim mestom, glejte, vaš Bog. Glejte, vsemogočni Gospod prihaja kot močni, svojo roko gospoduje. Glejte, njegovo plačilo je z njim in njegovo povračilo pred njim. Kakor pastir pase svojo čredo, svojo roko zbira jagnjeta, jih nosi v svojem naročju, doječe pa rahlo vodi. To je Božja beseda. Bogu hvala. Te blagoslovijo, čigar čast boš vorelo, Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod voli tvojim srcu in tvojih ustnicah, da boš dobro znane sveti evangelij. In Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Amen, Gospod. Ko je prišel Jezus gore, so ga spremljale velike množice. In glej, pristopil je gobavec, padel preden in rekel: Gospod, če hočeš, me moreš očistiti. Jezus je stegnil roko, se ga dotaknil in rekel: Hočem, bodi očiščen. In tako je bil očiščen od gob. Jezus mu je pa naročil: Glej, da nikomur ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in prinesi dar, ki ga je zapovedal Mojzes, njemu pričevanje. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Dragi brati in sestre, najprej vsem prav lep in prisrčen pozdrav. Pozdravljam najprej vse brate mašnike, dekana gospoda Franca, župnika gospoda Lojzeta, kolaudatorja za naše zvonove, vse ostale navzoče mašnike, našega dragega diakona, ki je samo še par dni po diakon, Tilna, ki nam je lepo zapel evangelij, smo slišali v kakšnih lepih tonih. Jih je bilo gotovo še več kot 6, kot pri naših zvonovih. Pozdravljam vse mašne pomočnike, pozdravljam vse, ki ste tu notri v cerkvi, vse, ki nam sledite od zunaj. In pozdravljam seveda tukaj še posebej našo poslanko, rojakinjo, gospod Evo, župana, gospoda Gorana in vse, ki ste tu zbrani. Vsem želim resnično milost in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Gotovo mora veljati poseben pozdrav tudi našim botrom, našim mojstrom in še številnim drugim, ki bi jih lahko zdaj naštevali, nam bi vse skupaj se preveč zavleklo. Zjutraj sem vstal in snoči se nam je malo zavleklo v Portorožu, smo imeli veličastno proslavo na dneva državnosti. Sem odprl računalnik in sem poiskal slovenski oktet, da so zapeli večerni zvon, veste. S takim veseljem, prav z mislijo na naš današnji obred, na naše današnje slavje, s temi prelepimi novimi zvonovi tukaj pri Svetem Štefanu v Vipavi. In mi je bila še posebej dragocena ta pesem, ker pravi večerni zvon, vsi poznate, drugi vers pa se glasi, kak mnoga dum navodit on, po rusku. In so različni prevodi, obuja mi spomin na dom. Če na dom, potem tudi na domovino. In ko danes na ta naš lep državni praznik naše samostojnosti, naše državnosti, blagoslavljamo tu v Vipavi te prekrasne zvonove, bo zdaj ta zgodovina tekla skupaj naprej in ne bo nikoli težko zračunati. Ne za našo domovino in ne za vipavske zvonove. Vsaka vam čast, zelo lepo, da se vam je na takšen način išlo, da ta dva lepa praznika sovpadeta skupaj. In potem smo, naj omenim takoj še to, da smo danes 7 dni pred začetkom našega predsedovanja Evropski uniji. Tudi to je takšna lepa okoliščina in samo na kratko bi vam omenil nekaj od vseh teh reči, ki sem zdaj vam naštel. Najprej v zvezi z zvonovi. Glas zvonov se iz zvonikov po naši celini razlega že od srede prvega tisočletja. 500. Zvonovi oznanjajo tako slovesnosti, ki jih opravljata vesoljna cerkev in škofija, kakor tudi slovesnosti, ki jih opravljata posamezna župnija in posamezna družina. Vse lepo. Glas zvonov spremlja vsak naš dan. Vsak dan nas zvonovi vabijo zlasti k 3-kratni molitvi Angel Gospodov in nam kličejo v spomin s tem skrivnost učlovečenja, ki je glavna skrivnost in značilnost, bi rekel, naše vere. Potem glas zvonov spremlja vsako naše leto, cerkveno leto. Celo leto nas zvonovi vabijo k slavjem cerkvenega leta in kličejo v spomin našo zgodovino odrešenja. Zelo lepo, samo zvonovi, dovolj. Glas zvonov spremlja vse naše življenje.
nas spremljajo od krsta do poroke, do pogreba, od zibeli do groba in nam kličejo v spomin skrivnost tajenja in večnega življenja. Glas zvonov se odziva, kakor apostol Pavel piše Rimljanom: veselite se z veselimi, jokajte z jokajočimi. Zato je glas zvonov zdaj vesel in radosten, zdaj žalosten in otožen, ker se prilega vsakemu našemu doživetju in vsaki naši izkušnji. Glas zvonov je glas preroka, ki tolaži. Tolažite moje ljudstvo, govori vaš Bog, govorite prestolnici Jeruzalem na srce in ji kličite, da je njena tlaka dokončana, njena krivda poravnana. In glas zvonov je kakor glas apostola Janeza v knjigi Razodetja, ta zadnji, ki oznanja: Aleluja, ker je zakraljeval naš Gospod, Bog vsemogočni. Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast. Zakaj prišla je svatba Jagnetova in njegova zaročenka se je pripravila. Najveličastnejše besedilo in zadnje besedilo, tudi če ni na koncu knjige Razodetja, ampak v tem je vsa vsebina cele naše svete knjige in tudi vsebina knjige Razodetja in našega življenja, seveda. Predsedovanje Evropski uniji, ko je danes ta lepa okoliščina, kot sem omenil, traja sorazmerno kratko obdobje, kakor veste, in seveda ne predvideva velikih preobratov in še manj prevratov. In je verjetno za večji del razprav in obravnav izid že predviden, najbrž, ali vsaj predvidljiv. Po drugi strani pa je tudi vsem jasno, da se marsikaj v Evropi nahaja na tankem ledu in se goreče pričakuje vsaj namig ali spodbuda v pravo smer, v boljšo smer, recimo. Že sedaj obstoječe politično in gospodarsko stanje Evrope jasno kaže, da imajo na celini svoje mesto, bom rekel, zelo preizkušeno in trdno mesto tudi manjši narodi in manjše države, ko govorimo o naši. Naš pregovor pravi, da so ocvirki v podrobnostih, sicer je tukaj tudi kakšen drugi izraz, da so problemi v podrobnostih ali kaj takšnega, ampak lahko rečemo tudi ocvirki so v podrobnostih in gotovo smemo biti prepričani, da katerega od teh ocvirkov lahko proizvede in ponudi tudi naša mala Slovenija. Sem zelo prepričan in sem to že dostikrat omenil, tudi na raznih birmah, veste. Tako da to zaupanje je prav, da ga imamo, veste, da smo trdni, vsajeni, da vemo, da tako je in da je ta naša pot zelo na mestu in tudi, če včasih kakšno stvar, kaj bi rekel, nekdo od nas poskuša Evropi nekoliko nakazati, recimo, da se ne bi ustrašili. Je zelo na mestu, vam rečem. V zvezi s tem, potem, dan državnosti, današnji, lepa okrogla, letos imamo 30 let, obrača seveda naš pogled najprej v prihodnost. Najprej v preteklost, potem pa tudi v prihodnost. Pred 30 leti smo dosegli zunanjo osvoboditev in osamosvojitev. Gotovo tudi malo notranje, najbrž premalo. Zunanjo smo dosegli. Naša notranja osvoboditev in osamosvojitev pa je mogoče v mnogih pogledih še daleč pred nami, veste, navznoter. In ta notranja svoboda in osvoboditev, osamosvojitev je seveda pomembnejša na vse zadnje od te zunanje. Ampak je v redu, oboje mora biti, eno in drugo. Osamosvojen in osvobojen ni tisti, ki si ne upa pogledati resnici v obraz, ampak tisti, ki je pripravljen soočiti se z resnico in priznati tudi morebitne napake, ki mu jih ogledalo resnice stavi pred oči. Resnica vas bo osvobodila, pravi naš evangelij, naš Gospod. Biti svoboden pomeni izpolnjevati svoje obveznosti in dolžnosti,
Kdor jih ne izpolnjuje, ne more biti svoboden, ker mu zadolžene obveznosti jemljejo svobodo. Evo, to so te tri in zdaj še v zvezi z današnjo Božjo besedo in z današnjim dnem smo vzeli kar od današnjega dneva, lekcijo Continua, kot se reče, to, kar vsi beremo. In zdaj vsi poznate, ne, že nekaj dni sledimo Abrahamu, ne, temu veličastnemu stebru, ne, ki ga ni moč nikoli dovolj dojeti in dovolj spoštovati in dovolj upoštevati, ki stoji na začetku te naše zgodovine odrešenja, kot eno deblo, kot ena zadeva, ki ima korenike tja nazaj do Abrahama, do Adama in tečejo njegove veje nazaj naprej do konca sveta. In zdaj že nekaj dni beremo te njegove pogovore z Gospodom, ta njegova pogajanja in skozi kakšne trde reči je moral iti. Ne? In pravi, samo tako je postal Božji prijatelj in se tudi imenuje, tudi muslimani ga tako imenujejo, Abraham, Božji prijatelj. In kakor je vsem znano, velja za očeta treh teh velikih enobožnih vir, judovstva, krščanstva, tudi islama. In sem prepričan, da gremo počasi, veste, zelo počasi, ampak da se zbližujemo. In je prav, da se. Nama bi rekel samo en vidik te Abrahamove vire omenil. Je upal proti upanju, piše Pavel. In v pismu Hebrejcem piše, je pa vera trdno prepričanje o tem, kar kdo upa. Prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo. Upanje pa, ki se vidi, seveda ni upanje. Kaj ti kar kdo vidi, čemu bi to še upal? In tukaj je to izhodišče za toliko naših vsakdanjih reči. Na eni strani, doskrat mogoče rečemo vera, verniki, tudi neverni ali manj verni, kakor hočemo. Premalo najbrž dostikrat povezujemo vero z obljubo, z obljubami. Naša vera sloni na Božjih obljubah, na obljubah, ki jih je Gospod dal Abrahamu in potem izraelskemu ljudstvu in potem naprej. Tolikokrat skozi razne Božje može in žene. In to je predmet pravzaprav, naše vire, da sprejemamo in da se zanašamo na te Božje obljube. In to se mi zdi tako lepo poveže vse te vidike, ki smo jih zdaj našteli, in naše državnosti, našega predsedovanja, pa tudi naše današnje posvetitve teh naših zvonov, ki nam tudi stalno oživljajo in oznanjajo te Božje obljube, ki smo jih mi vsi deležni. In seveda na drugi strani so pa naše obljube, za katere se trudimo, da bi z njimi odgovorili tem Božjim obljubam, ki stalno nas obdajajo in se nam stalno stavijo pred naše oči. Naj, dragi vipavci, dragi bratje in sestre, ti zvonovi veselo oznanjajo vse te reči in naj bodijo v nas vseh takšno trdno, zveličavno in lepo vero. Amen. In sedaj bomo še blagoslovili. Zastavo, tukaj jo vidimo tukaj. Gospod z vami, molimo. Bog naš Oče, od Tebe so vse dobrine, od Tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi, prosimo, to zastavo in nas nauči, da bomo v Tvojih darovih gledali Tvojo neskončno ljubezen.
Pogled na njo naj nam vedno okrepi ljubezen do naše domovine, Republike Slovenije, in utrdi ponos, da smo pošteni državljani v deželi blaginje, pravičnosti in spoštovanja po Kristusu našem Gospodu. Nebeški Oče, ko z veseljem sprejemamo nove zvonove, te zaupno prosimo. Jezus Kristus nas pošilja, da oznanjamo evangelij vsemu stvarstvu, naj pesem zvonov nagiba naša srca, da bomo to poslanstvo zvesto spolnjevali. Prosimo, da usliši nas. Zvonovi nas vabijo k temeljnim vrednotam življenja, naj njihova pesem povezuje starejše in mlajše ter prinaša mir in radost v srca in naše domove. Prosimo, da usliši nas. Novi zvonovi nas bodo poslej redno vabili k molitvi in bogoslužju, naj s pripravljenostjo poslušamo to vabilo in ga z veseljem uresničujejo. Prosimo, da usliši nas. Dobri Bog, blagoslavljaj našo domovino, da bomo živeli v miru in blagostanju. Prosimo, da usliši nas. Pomagaj nam premagati zdrahe in razdore, ki se vlečejo že iz zgodovine, da bomo živeli v medsebojnem razumevanju, sodelovanju in slogi. Prosimo, da usliši nas. Sveti Duh, podeli nam zdravo pamet in ustvarjalni pogum, obvaruj nas vsega, kar ogroža naše telesno, duševno in duhovno zdravje. Prosimo, da usliši nas. Harmonija zvonov naj nas, povezane v Svetem Duhu, napolni s hvaležnostjo, da bomo z iskrenim srcem molili, kakor nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus, ki živi in kraljuje vekomaj. Zdaj, če bi bile normalne razmere, bi imeli ofer v klasičnem smislu, tako da bi prišli spredaj in dali svoj dar. Danes bomo pa to izvedli tako, da ostanete vsak na svojem mestu in bosta mežnarja prišla do vas in boste dali svoj dar za zvonove.
Dajte ga, našem daritelju. Dajte blagoslovilo, čigor čas boš vrel. Molite, brati in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Dobri Bog, posveti te darove in tudi nas sprejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali tvojo ljubezen po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, iško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Podobi se in pravično je. Zares je pravično, da tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k tebi po Kristusu našem Gospodu. Zato te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli pojemo.
resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo po svojem duhu ti darovaj, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva od odpuščanja grehov. To delajte v moj spomin. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se Gospod svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni o ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurjem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Mater Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Christus, Christus, ami Christusu, tebi se močnemu Bogu Očetu, Otčestu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti.
vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Osmini nam pomagaj, da smo varvali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapusti in svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje crkve, trdi o miru in je vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim, da jagnjetovo gostijo. Obhajilo se bo delilo v cerkvi, tako kot ste vajeni, se pravi, pridete spredaj, po klopeh, eden za drugim. Zunaj pa bo šel duhovnik med vas. Tisti, ki želi prijeti obhajilo, stoji, ostali sedite in počakate, da pride do vas duhovnik z obhajilom. Kristusova kri.
Molimo. Nebeški Oče, bili smo gostje pri mizi ljubezni in edinosti, naj svojim delom, ki si nam ga zaupal, skrbimo za primirno življenje med nami in z zaupanjem gradimo Tvoje kraljestvo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Če se boste kdaj peljali iz Benetk v Raveno po stari cesti, boste naleteli na vasico, ki se imenuje Malkontenta. Tu je posebna vasica, ki je ob obrobju tega mesta, pa ne vemo, zakaj je dobilo to ime, ampak je zelo pomenljivo. S tem poimenom se sam poistovetim. Vsak človek ima svoj veliki petek, svojo veliko noč in svoje binkošti. In ravno te tudi zvonovi so imeli veliki petek, ki je trajal sicer 6 let. Do lanskega svetega Jožefa, 19. marca, ko sem prvič videl te zvonove, ki so bili odsmojeni, neuglašeni v sebi in med sabo, deformirani, predvsem sveti Jožef, ki je na stružnici kasneje plaval takole spodnji del, zaradi pregrevanja, ki je trajalo kot vemo, več let. Ali je prišlo do zmehčanja zvoka, ne vemo, ker nimamo vhodnih podatkov. Kaj je to storilo na strukturno spremembo, bo čas pokazal, upajmo, da ni se strukturno spremenilo popolnoma nič. Na tem mestu bi se res rad zahvalil mojemu dobremu prijatelju Lojzetu, ki je bil nadpovprečno potrpežljiv. Vso potrpežljivost, lahko rečemo, mi je ukradel on, ostalo mi je bolj malo. Ampak ko je gospodarski svet spoznal, da po 6 letih iz moke ne bo kruha, smo takoj začeli z pravilno izvedbo. Te osmojene zvone smo najprej speskali, odfleksali vse budistične in hindujske simbole, ki so bili na zvonu svetega Štefana, in zvone uglasili, razen manjšega, smo uglasili na stružnici. 4 zvonove smo uglasili na enem koncu pri Polhongradcu, ta večjega smo uglasili v Škofji Loki. Pred 3 dnevi so zvonovi uspešno prestali kolaudacijo. Pred kolaudacijo pa sva zvonove še z gospodom župnikom eksorcizirala. Tako da danes so zvonovi eksorcizirani in posvečeni od gospoda škofa. Kot vemo, zvon je glasbilo, ki se ga v bistvu da uglasiti natanko enkrat. Orgle lahko vedno znova uglašujemo, kitare, inštrumente, pihala, trobila in tako naprej, celo pavke in tako naprej. Zvonove načeloma se uglasi samo enkrat, ali že so pravilno vliti v livarni, ali se jih potem z stružnico, če se da, vedno se ne da, uglasi. Zvonovi so sestavljeni iz 78% bakra in 22% kositra. Sami morajo torej biti kar se da zvočno homogeni, kajti če so zvonovi porozni, so avtomatsko zavrnjeni. Vsak zvon mora odmevati toliko časa, kot je zanj prepisano, v osnovnem tonu oziroma v 5 osnovnih tonih. Organistinje in zborovodje, tisti, ki poznate glasbo, zvonovi imajo primo, terco, kvinto, super in suboktavo, ki mora biti v sebi uglašena v točno določenem razmerju. S to stružnico smo poskušali maksimalno, kolikor se je dalo, zvonove uglasiti. Tako da imate zdaj Vipavci 6 precej dobro uglašenih zvonov. Imamo tudi druge cerkve, ki imajo polno zvonov, ampak večinoma so razglašeni. Torej, naj nas tej zavetniki, sveti Kancijan, Jožef, Florjan Marko, sveti Križ, Marija Devica in sveti Štefan, naj nam pojo res v
božjo čast in da se zavedamo, da je tudi nam bo nekoč zadnjič odzvonilo. Res pohvala župniku za potrpežljivost, vsem vam, ki ste bili tudi potrpežljivi in smo skupaj doživeli ta lep dan, ko 6 uglašenih zvonov radostno zvoni v tej Vipavski dolini. Naj bo res ta dan veselja, da za velikim petkom vedno pride velika noč in za veliko nočjo vedno binkoštni dan. Na tem mestu bi se tudi jaz zahvalil vsem, ki ste kakorkoli sodelovali in stali ob strani, vsem, ki ste svojimi darovi omogočili najprej nakup teh zvonov, se priporočam še za to, da jih potem še elektrificiramo, da bodo zvonili in bili ura in tudi kazalci kazali čas po dolgem času. Gospodarskemu svetu, tudi pastoralnemu, potem posameznim ljudem, ki ste zadnje dneve zlasti, pa tudi vmes, ko smo zvonove prevažali sem in tja, ki ste bili vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, tako da smo vse, kar je bilo potrebno, dejansko tudi naredili. Konjeniškemu društvu, ki je prav te zadnje dne poskrbelo za prevoz zvonov, in nazadnje tudi škofu za to, da je te zvonove tudi posvetil. Naj pojejo Bogu v čast, nam v veselje in naj nas vabijo k pobožnosti, k molitvi, češčenju Boga. Zdaj so spet ukrepi, pač jih je treba upoštevati, ampak vseeno privoščimo si kozarček, ki ga bodo prinesli do vas, spet tako tam, kjer ste, ostanite na svojih mestih in bodo prostovoljci prinesli nekaj za prigrizniti in nekaj za popiti, da nazdravimo domovini ob 30-letnici in zvonovom, ki bodo danes, kot obljubljajo, že zapeli. Še enkrat se zahvalim, dragi brati in sestre, z velikim veseljem za to povabilce, za vaše gostoljubje in za ta veličasten obred, ki ste ga tako lepo pripravili in s temi zvonovi in konji in s tolikimi venci in vse. To je bilo res nekaj veličastnega, verjamem, da bo vsem ostalo v lepem spominu. In ponovim še enkrat, kar pravi ruska pesem, kak mnoga dum navodi ton, naj vas spominja na vaše domove, na vaše korenike, naj vas spominja na našo domovino, sedanjo domovino in naj vas vedno spominja tudi na našo domovino, tisto, kamor vsi potujemo in nas nekega dne čaka in smo radostni, da živimo v takšnem svetu in da nas toliko stvari nekako spodbuja v tej smeri. Vsem želim resnično lep dan, današnji dan, in naj gre ta pesem zvonov z vami skozi življenje v vašo prihodnost. In zapojemo še zahvalno pesem. Tebe, Boga, hvalimo.
Господь з вами. Благослови най вас Господь и вас варує. Разъяснена свой образ над вами и вам буде милостлив. Обернена свое обличие к вам и вам даст свой мир. Онай вам подели всемогочний Бог, Отче, и Син, и Святий Дух.